Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni od mene. Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše, tokrat z posebnimi sporočili, ki zaključujejo to leto. In čas je, da se ponovno obrne tisti koledar, da odbije polnoč in da se da nova energijska možnost. Čisto vsako leto, ko praznujemo na taki kolektivni ravni, kakršnokoli je že bilo leto, se zapiše kolektivno gledano nova priložnost. Čas, ki sprašuje, kaj pa če je res tokrat lahko še boljše, še bolj drugače in vse skupaj daje neko veliko upanje. Pa vendarle vedno, ko vstopamo v 2020, pa 2021, pa 2022, pa 2023, pa 2024, pa kamorkoli bomo še vse vstopali, definitivno se poraja eno vprašanje, kam lahko grem, ampak ko nekam grem, kaj puščam za seboj? To je pa tisto vprašanje, ne? In tokrat sem skanalizirala za vas 5 sporočil je prišlo čez, pogovarjala sem se z angeli, glede na tisto, kar smo doživljali v zadnjem obdobju, kaj je tisto, kar puščamo v tem letu za seboj, kaj je tisto, kar nam angeli svetujejo, da ne vzamemo v svojih energijskih nahrbtnikih, da ne vzamemo sabo v svojih srcih, da ne vzamemo sabo v svojih mislih in da posledično potem ne vzamemo tega s seboj v svojih okoliščinah. Sporočila so močna, sporočila so res zelo lepa in jaz mislim, da če bomo osvojili teh 5 točk, da se imamo resnično česa za veseliti. Seveda pa je tako kot vsa leta do zdaj vse odvisno od nas, ne? Tako da pa si poglejmo, definitivno tukaj ne bi določenega angela izpostavila, da je govoril, ampak jih je bilo toliko na kupu. Meni je res dal vedeti, da nas imajo angeli radi in da bojo z nami v vseh letih, ki so pred nami, kolikor so bili z nami z vsemi leti, pa pri vseh letih, ki so za nami, tako da definitivno in pa močno verjamem, glede na to, koliko jih je bilo veliko, da so tale sporočila zelo močna in če jih bomo uspeli osvojiti, potem je tisto, kar je pred nami, resnično sijoče in svetlobno. Ok, pa si poglejmo, prva točka angelskega šepeta pravi, da moramo za seboj v tem letu pustiti zgodbe o tem, kdo mi smo. In to so zgodbe, ki so jih o nas povedali drugi ljudje. Bilo je leto, kjer je ogromno ljudi govorili zgodbe. Zgodbe o tem, kdo naj bi mi bili, kdo mi smo, kakšni so naši nameni in kako deluje naša psiha, kako deluje naš čustveni sistem. Pa vendarle, mi smo se vsi soočili s tem, vedno dobivamo vsi komentarje o tem, kaj bi mogli, kaj smo, kakšne so naše prave namere. Pa vendarle jaz vem, da se to dogaja vsakemu izmed nas, čisto vsakemu se to dogaja. In angeli so zelo močno povedali, vi spustite zgodbe, kajti nihče ne more dejansko povedati zgodbo o tebi zaradi tega, ker niti. Tudi ti dejansko lahko govori zgodbo o Sneguljčici pa Trnuljčici, ampak definitivno je, da te zgodbe ti nisi preživela. Tvoje zgodbe nihče ne živi. Tvoje zgodbe so tvoje in so unikatne in nihče ne pozna tvoje prave namere, kakor ti. Tako da spusti te zgodbe, ki te včasih razočarajo, ki te včasih prizadenejo in prizadenejo te zaradi tega, ker ti veš, kdo si in ti nekdo pove popolno nasprotje. Razumeš, zaradi tega te to boli. Pa vendarle spusti, to je njihova resnica o tem, kdo naj bi ti bil in mogoče tudi njihova lastna perspektiva nečesa, kar sami doživljajo. Vendarle pa naj te zgodbe ne pišejo tvojih poglavij, še manj pa neke celotne tvoje knjige. Za tebe je pomembno samo ena stvar in to je, da ti veš, kdo si, da ti veš, kaj so tvoje prave namere. To je tvoja zgodba, katere se moraš resnično držati. Vzemi to knjigo v roke, drži v svojem naročju in to je to. Lahko drugim ljudem pokažeš, kdo si, lahko jim malo odpreš svojo knjigo, pa vendarle je to tvoja knjiga. Tako da mogoče spuste vse te besede in vse, kar je letelo v vašo smer o tem, kdo je, in tvoj ime pa priimek. Spust zaradi tega, kar ti ne služi. Pa na vse zadnje, tudi ti nisi prišel na zemljo živeti, kot da bi ti nekdo drug vsilil svojo zgodbo.
zato ker ne boš nikoli v življenju srečen, zaradi tega, ker nikoli ne boš doživel svojega življenjskega poslanstva in potenciala. In to ne moreš sama sebi narediti, enostavno si ne moreš tega narediti. Razumeš, zaradi tega je prišel čas, da to spustiš. Zaradi tega, ker potrebuješ v novem letu, potrebuješ spoštovati svojo zgodbo. Razumeš, rabiš spoštovati svojo zgodbo. Druga stvar, katero spustiva, je krč ob razočaranjih in izgubah. Ne? Mi vsi kdaj zgubimo, od priložnosti do odnosov in tako naprej. Doživimo razočaranja, neuspehe, pa tako dalje. Ne? Ampak dajmo pogledati to simboliko. Če se vsako leto zamenja in začne znova in je v bistvu, razumeš, na novo se začneš štetje, ponovno je januar, ponovno je februar, ponovno je marec, zakaj ne bi mi delovali enako? Zakaj ne bi v redu, nekatere stvari so odšle, zaradi tega se bo tudi staro leto odšlo, zato da mi lahko novega začnemo. Probi resnično delati na tem, ne pravim, da je ta stavek lahek, ko rečem, ja, kar spust stvari. Ne pravim, da je to lahko, definitivno ne pravim, da je to lahko. Hočem ti pa povedati, da se to zdravi, da se to meditira, da se to dela na tem. Ne pravim, da lahko ta krč spustiš kar na hiter, ni prav, da se od tebe hiter pričakuje to, ker imaš svoj proces, to je zdaj del tebe, je neka izkušnja, ki te bo definirala, pa definitivno definirala na boljše, pa vendarle začni delati na tem, da se ne držiš več nečesa, na kar itak nimaš več vpliva. Zgodil se je, kar se je zgodil, lahko pa zaceliš svoje srce, si daš novo možnost in z novim koledarjem začneš znova. Kaj še je za spustiti v starem letu? Stopicanje na mestu. Ogromno ljudi je v tem letu energijsko delalo in čestitam seveda vsem tem ljudem, pa tudi vam za to. Prav je, da se energijsko dela, prav je, da se meditira, prav je, da se kliče angele, vse to je prav. Pa vendarle stopicanje na mestu pomeni delati samo z energijo. Premalo ljudi se zaveda, da smo fizična bitja in da same energije po sebi so aktivatorke, niso pa aktivatorke na fizični ravni, so aktivatorke na duhovni ravni, da se energija nekako, razumeš, požene. Mi pa smo tisti, kjer smo, ko smo čutili, da je nekaj za spremen, da je treba nekaj narediti, smo ljudje zelo naravnani to, da znamo stopicati na mesto. Ko jaz sem se že nekaj časa, res dolg nazaj, odvadila to početi, ker sem ugotovila, nič dobrega ne prinese in zdaj je prišel trenutek, da vi naredite enako. Ko vam vesolje daje signale, da se nekaj more spremeniti, da more nekaj drugače, ne stopicati na mesto. Če ste dobili informacije v sanjah, v meditacijah in tako naprej, je čas, da to poženete v 3D prostor in čas. To je nujno potrebno, kajti ta balans se v prihajajočem letu zahteva in je nujen. Ni več samo gledamo v nebo in čakamo ne vem kjer vesoljce, da nas bodo rešili, ker nas ne bodo. Razumeš, lahko nas samo inspirirajo, mi smo pa tisti. Ta planet je naš. Mi živimo na njem in mi smo njegovi, razumete, mi smo v simbiozi z naravo in čas je, da ne čakamo nekaj zunanjega, nevidnega in eteričnega, da deluje namesto na fizični ravni, kajti to niti z inkarnacijo in pravili inkarnacijami ne gre to tako, razumeš, ko premaknem se. Se rabiš v bistvu samo narediti tisti prvi korak. Če narediš tisti prvi korak, potem vse steče, ampak res razmisli, kje sem v življenju stopiclala na mesto, in kje je prišel čas, da se premaknem naprej. To je za tebe res nujno potrebno. Naslednja stvar, spustimo toksične informacije in energije, ki smo jih vzeli nase samo zato, ker so to naredili tudi drugi. Po domače povedano, jaz sem se malo tukaj nasmejala, ker sem dobila, klepa mislim, da je bila na dan, ker Ariel od nje sporočila, ne biti papagaji več. Papige so lušne, res so simpatične, pa vendarle samo ponavljajo besede, razumeš, Nehimo ponavljati navade in toksičnosti samo zaradi tega, ker to delajo drugi ljudje.
preveč je bilo opazovanja drugih ljudi in dobesedno oponašanja njihovih delovanj, samo zaradi tega, da bi bili sprejeti. Čas je za unikatnost, čas je, da smo drugačni, čas je, da delamo tako, kot mi čutimo. Tipičen primer je recimo ljudje, če smo že okrog novega leta, ko nočejo piti alkohol, ne paše in slabo se počutijo, 2 dni glava boli, potem so neki družbi pa rečejo, valjda bo še enega spil, no pa kva ti pa je, pa se ne moreš biti tako, pa nisi za družbo. In potem sprejmeš neko za tebe, mogoče za nekoga drugega ni, ampak za tebe toksično energijo, samo zato, da boš ugajal v tej družbi. Sprejeli smo toksična razmišljanja, jamranja, negative in tako naprej, samo zaradi tega, ker so drugi delali enako, zato da smo se imeli o nečem pogovarjati in zato, da ni bilo treba reči, da se pa mi o tem ne bi pogovarjali oziroma da ne bi sledili takim energijam. Ne jemati več te energijsko-fizične droge. Ni, uničujete. In če to ne bi tako energijo dal svojemu otroku, potem jo tudi ti ne uporabljati. Bodi sam sebi najboljši starš za leto, ki prihaja. In zadnja točka, veliko ljudi, tukaj so mi angeli, tukaj je bilo res čustveno, rekli, da jih imajo ljudje radi, in da so zato hvaležni, pa vendarle v tej ljubezni bilo veliko tudi v tem letu položenega dvoma v njih. Ful imam rada angele, ampak ne verjamem, da lahko kaj spremenijo. Ne verjamem, da mi bodo pomagali. Ne verjamem, da to lahko premaknejo. To ne drži. Angeli so neskončni, angeli so visoka dimenzija. Oni lahko za tebe aktivirajo in ti pomagajo, da dosežeš prav vse in tudi lahko mnoge stvari delajo s tabo. Ne pravim, da bojo kaj naredili namesto tebe. To smo imeli definitivno pri 3. točki. Ne bojo nič naredili namesto tebe, ker ne smejo. Zakon svobodne volje je tukaj. Pa vendarle, ko ti stopicljaš naprej, torej greš z novim letom, z novimi koraki naprej, ti oni lahko vse skupaj poženejo še hitreje, lahko te spodbujajo, lahko ti odpirajo poti za to, da jih ti hitreje in lažje zagrabaš. Mnogi ljudje ne verjamejo, da angeli to počnejo. Mečken je bilo čutiti nevere, saj so pozabili na nas, pa le kam gre ta planet, saj se ne bo nič boljš. To ni res, oni so še vedno tukaj, oni še vedno sodelujejo z nami, oni niso nikamor šli, samo človek je nehal verjeti v njih in tisto, kar ne verjameš, tudi ne vidiš. Omejitev je samo tvoje nedovoljenje, da ti pomagajo. Rada bi in jaz si močno želim, da bi vi okrepili vez z njimi, da vidite, ko ti res deluješ, kaj pomeni, ko imaš zraven take navijače, take podpornike, kot so angeli. 5 sporočil, 5 močnih sporočil, nekaj za introspekcijo, nekaj za pogledati vase. Jaz definitivno verjamem v tale sporočila in verjamem, da tudi vsi mi lahko kot človeštvo, karkoli že bilo, začnemo znova. Zato pa je potrebna svetlobna družina, ki deluje tudi skupaj z angelsko družino. In jaz vam to želim, čim več svetlobne družine, da bomo ljudje, ki smo nekako v osnovi sijoči, povezani, da se bomo podpirali, da bomo skupaj. In to duhovno telepotovanje duše bo z vami. Novo leto je, kar pomeni, da bomo tudi mi začeli drugače. Čisto novi programi, čisto nove meditacije. Če se prilagodimo novim energijam in to bomo vse delali za vas. Ko spremljate nas, hvala za vso ljubezen in vse najlepše v novem letu vam želimo.